kako je pri nas z ugovorom vesti, kako je urejen in kdaj se je začelo z njim, je vprašanje enega, in v svetu in v Sloveniji, kdaj je bilo zakonjeno in v kakšni situaciji? No, ne vem, če bom znal prav izčrpno odgovoriti na to. Komisija za medicinsko etiko je bila nekoč vprašana od Urada za ženska vprašanja, tudi ko se je to imenovalo pred precej leti, in so hoteli vedeti, koliko zdravnikov uveljavlja ugovor vesti v zvezi z abortusom. In takrat smo ugotovili, da teh zdravnikov ni prav veliko. Je pa res, da to ne pomeni, da tisti, ki niso registrirali svojega ugovora, ne, da vsi delajo abortuse. To pa gotovo ne drži. Če pogledate, so dežele in kraji, predeli na svetu, kjer je ta ugovor zelo, zelo razširjen. Recimo Lazio, kjer je tudi glavno mesto Italije Rim, ne, tam je blizu 90% uveljavlja ugovor vesti. In imate Južno Afriko, kjer je zelo podobna situacija. In tam ženska, ki želi opraviti splav, brez težave ne najde zdravnika, še posebej, ker ta zdravnik, ki ima ugovor, je tudi ne bo napotil kolegu, ki opravlja splav. No, ne vem, to mislim pa nekaj, ne, da splav nikakor ni edino področje, kjer je aktualen ugovor vesti. Mislim, da je veliko etično kočljivih stvari, ki jih počne medicina, kjer je ugovor vesti legitimen in ne v smislu nekega zakona, veste, kjer piše, da morate na dan sklepanja delovnega razmerja, ali kako se temu reče, ne, vknjižiti ta ugovor vesti in da pozneje tega ne morete več spreminjati. V medicini je tako, da se dan na dan pojavljajo nove stvari, ne, ki so lahko etično kočljive. In recimo ena od teh je prav oploditev z biomedicinsko pomočjo. Tukaj imamo tudi v zakonu zapisano, da nihče ne more prisiliti zdravnika, da bi uveljavljal ugovor, da bi to opravljal, če noče. Mislim, da ta zakon bo treba pregledati in pretresti in verjetno modernizirati, ker nedvomno ne ustreza.